Najprej en lep pozdrav vsem skupaj. Me veseli, da ste me povabili, da nekako otvorim to mogoče malo bolj tak teoretičen, ne toliko zabaven del te konference, kot je bil morda tisti prejšnji, ampak torej predavatelji za mano vam bodo predstavili, kaj se vse dogaja že na Izumu, kako preizkušajo nekako vpeljati te koncepte IFLA LRM-ja tudi v sistem COBISS. Moja naloga pa torej je, da vam predstavim neke osnovne koncepte modela. Zdaj, nekateri ste mogoče z njim že seznanjeni, nekaterim bojo mogoče kakšni pojmi že znani, jaz vsekakor upam, da bo za vsakega kaj novega. Vsekakor je pa to tema, o kateri bi se dalo govoriti en dan ali pa imeti eno celodnevno delavnico in torej upam, da ne boste zamerili, če bo to ena taka skondenzirana verzija nekih tistih ključnih stvari, ki jih pač lahko povemo v 20 minutah. Moram reči, da je to tema, s katero se naši študentje pravzaprav že 20 let srečujejo na oddelku, ravno zadnjič sem premišljevala, tako da tisti, ki so v zadnjih 20 letih dokončali naš študij na oddelku za bibliotekarstvo, bi morali biti vsaj z nekaterimi od teh pojmov seznanjeni. Seveda pa, če se nekaj ne uporablja v praksi, se hitro pozabi, mogoče pa se potem hitreje vrne v tem smislu, ko enkrat pride do dejanske uporabe. Tako kot je bilo že napovedano, bi torej nekaj več povedala tudi o konceptu agregatov, zato ker se mi zdi, da če smo kar nekaj že govorili o teh entitetah, če ne drugega, poznate verjetno entitete, ki jih je predstavil FRBR, pa se o agregatih ni kaj dosti govorilo in bi dejansko to današnje srečanje izkoristila tudi zato, da mogoče vržem še eno kost, ki bi bila mogoče tudi zanimiva, s katero se bomo verjetno tudi še srečevali v nadaljnjih korakih te implementacije, kot so jo napovedali torej že v začetku. Kot je bilo povedano, je pravzaprav IFLA LRM ena harmonizacija treh modelov, ki so nastali pod okriljem IFLE od leta 1998 do leta 2010, torej gre za funkcionalne zahteve za bibliografske zapise, funkcionalne zahteve za normativne podatke in funkcionalne zahteve za predmetne normativne podatke. Kaj se je zgodilo, zakaj je bil potreben še en model? Zato, ker so te tri modeli nastajali skozi eno daljše časovno obdobje, delale so jih različne skupine in na koncu so ugotovili, da niso bili povsem usklajeni. In je bila pač potreba, da torej se to uskladi, poenoti, in zato je bila v okviru IFLE imenovana še ena delovna skupina, del katere je bila tudi naša profesor dr. Maja Žumar, in njihova naloga je bila torej, da pa naredijo en model iz teh treh modelov, ki so pa nekako bili pomembni, ker so vpeljali določene koncepte, ki so bili potem seveda tudi v IFLA LRM izraženi. Torej, na eni strani gre za uskladitev teh treh modelov, gre pa tudi za nekakšno nadgradnjo, kot so avtorji rekli, skozi ves ta čas, tudi v sodelovanju z nekimi drugimi skupnostmi, so pač videli, mogoče se pa da kakšno stvar še drugače narediti in so torej to predstavili tudi kot nekakšno nadgradnjo teh modelov. Gre torej za en tak, kot ime reče, referenčni okvir, teoretični okvir. Ponavadi tudi naši študenti tega ne marajo pretirano, zato ker gre za nekaj precej abstraktnega in bomo verjetno nekaj časa rabili, da to nekako ponotranjimo. Zato mi tudi tekom študija večkrat o tem govorimo, ravno zaradi tega, ker ugotovimo, da je treba to ponotranjiti in mogoče imajo študenti občutek, da kar naprej o tem govorimo, ampak v resnici se hitro pozabi oziroma je pač traja nekaj časa, da malo na drugačen način razmišljamo o naših bibliografskih podatkih. Tako da gre za en tak referenčen okvir, ki je mednaroden, to je pomembno, da nam daje neko, bom rekla, skupno besedišče na tem področju,
Za razumevanje bibliografskih podatkov, bibliografskega sveta, uporablja se tudi en tak izraz bibliografskega univerzuma. Daje ena taka splošna načela, torej za logično strukturo bibliografskih informacij in ta struktura, zakaj je pomembna? Zato, ker daje osnovo za bibliografske informacijske sisteme. IFLA-LRM se nekako promovira tudi zato, ker je ta struktura pa te relacije, ki jih uveljavlja, usklajena s tem semantičnim spletom in zato torej veliko bolj prilagojena temu, kako se danes predstavljajo podatki in seveda omogoča boljšo interoperabilnost. Zakaj je fino, da nekaj vemo o tem IFLA-LRM-ju, čeprav morda ne bomo rekli, ja, saj bojo katalogizacijska pravila, ki nam bojo povedala, kako naj mi stvari delamo. Ker ta IFLA-LRM dejansko je ena osnova za spremembe, lahko si predstavljamo kot nekakšno domino, in ko se ta domina sproži, povzroči en kup drugih sprememb. Eno so torej spremembe katalogizacijskih pravil, kot prej smo slišali RDA, potem še bibliografskih formatov, morda ste slišali za BibFrame, nekatere države že prehajajo na torej nekak nov format, ki naj bi nadomestil formate MARC in dejansko se usklajujejo vse te stvari z IFLA-LRM-jem. Potem še ena pomembna sprememba je v procesu katalogizacije. Torej, IFLA-LRM nekako predvideva ta premik od zapisa, kakršnega imamo sedaj, v opisovanje posameznih entitet in potem povezovanje teh entitet med sabo. In o tem boste, mislim, da še slišali v naslednjih predavanjih, tako da bom tu zaključila s tem in prepustila mojim naslednikom, da vam to malo bolj tudi konkretno razložijo. Nazadnje, ampak ne najmanj pomembno, bi lahko rekli, so pa uporabniški vmesniki bibliografskih informacijskih sistemov. Torej, kot ste slišali, je pa to tista moja tema, ki je meni blizu in zakaj v bistvu sem se sploh začela ukvarjati ali pa sem se mogla ukvarjati s IFLA-LRM-jem. Torej, če imamo mi določeno strukturo podatkov, če imamo mi neke bogate povezave med podatki, nam to omogoča tudi, da mi te stvari potem implementiramo v uporabniške vmesnike. Se pravi, IFLA-LRM je in tudi že te predhodni modeli so bili ves čas orientirani na uporabnika. Kaj je tisto, kar uporabnik rabi narediti v naših sistemih in kar morajo naši podatki, naši sistemi podpirati. In hitro se ugotovi, da določenih nalog, ki bi jih mogli naši katalogi podpirati, mogoče ne podpirajo najboljše, to pa zato, ker naša struktura podatkov trenutno taka, kot je, tega ne omogoča. Torej, vsekakor uporabniški vmesniki, ki temeljijo na podatkih, ki so zasnovani po IFLA-LRM-ju, dajejo neke nove možnosti iskanja, prikaza rezultatov, pa tudi raziskovanja naših zbirk. IFLA-LRM je konceptualni model, to ste verjetno že večkrat slišali. Se pravi, zelo tak abstrakten in sam po sebi ne rešuje pravzaprav ničesar. Nekateri so mislili, da se IFLA-LRM to pa vse reši, ne reši, zaradi tega, ker to je samo osnova, na podlagi katerih potem mi oblikujemo rešitve, kot so katalogizacijska pravila, kot so torej vmesniki za katalogizacijo in tako naprej, naši sistemi. Zapisan je kot entitetno-relacijski model. Zdaj, to je nekaj, kar je zelo domače računalničarjem, ker to je v bistvu osnova za vse podatkovne baze. Tako se dela, ta entitetno-relacijski model je osnova za katerokoli podatkovno bazo, zato je nam mogoče malo tako oddaljeno, medtem ko en računalničar bo pa to zelo hitro nekako razumel. Torej, ker gre za entitetno-relacijski model, v bistvu nam že to poimenovanje pove, da govorimo o tem, da imamo posamezne entitete, to so tiste ključni objekti zanimanja, torej, ki jih opisujemo, tisto, kar mi želimo v naših katalogih opisovati. Ali je to nek agent, torej ustvarjalec, ali je to neko delo, ali je to neka publikacija, torej izdaja nekega dela, skratka, kaj je tisto, kar mi želimo opisati z podatki.
In potem imamo relacije med temi entitetami. Se pravi, kako se ena entiteta povezuje z drugo entiteto. Recimo, to delo je osnova za neko drugo delo. Ta oseba je avtor nekega dela. Skratka, vidimo tukaj neko relacijo med temi entitetami. In potem imamo še atribute. Atributi pa torej opisujejo lastnosti entitet. In IFLA-LRM reče, oziroma ustvarjalci, avtorji IFLA-LRM-ja rečejo, mi smo tukaj vključili samo tiste najpomembnejše, najbolj ključne, najbolj splošne atribute, zato ker atributi so lahko toliko različni. Če mi opisujemo notno gradivo, če mi opisujemo kartografsko gradivo, skratka imamo lahko čisto neke druge potrebe, kaj bomo zdaj opisovali, katere podatke. In zato nekako že vnaprej predvideva potrebni bojo aplikacijski profili, to se bo reševalo potem z nekimi nadgradnjami tega modela. Takole izgleda ta model, ne vem, če ste ga že vsi videli, torej bil je objavljen leta 2017, v slovenščino ga je prevedla dr. Maja Žumer v enem članku v knjižnici obstaja in nam predstavlja v bistvu na eni taki shemi 11 entitet, ki tvorijo torej LRM. Gre torej za, samo trenutek, takole. Gre torej za delo, izrazno obliko, pojavno obliko in enoto. Te so vam morda najbolj znani. Te izhajajo že iz tistega prvotnega FRBR-ja iz leta 1998. Potem imamo tukaj agenta, nekako noče sodelovati. Imamo agenta in potem imamo, agent je lahko torej oseba ali tukaj piše kolektivni agent, lahko rečemo tudi korporacija. Potem imamo še tematsko relacijo, se pravi, ta res je tisti, ki najbolj muči. Kaj je to res? Res je v bistvu latinsko poimenovanje za stvar. In avtorji tega modela so se želeli izogniti temu, da mi rečemo recimo tema, ker to že nekako predpostavlja neke druge stvari, so rekli, uporabljali bomo eno latinsko poimenovanje res in res je karkoli. Se pravi, karkoli je lahko tema dela. Lahko je tema dela neko drugo delo, se pravi, delo govori o nekem drugem delu. Delo govori o agentu, delo lahko govori o časovnem razponu, o kraju, o konec koncev nekem kodeksu, kar je enota. Res je pravzaprav nekako hierarhično nad ostalimi entitetami, kar se sicer iz tega grafa nažalost ne vidi zelo dobro. Imamo pa torej tudi še relacije, ki so tukaj predstavljene, ampak nažalost se ne morem predolgo zadržati tukaj, ker vidim, da mi že zmanjkuje časa. Ključne so torej 4 entitete, bi lahko rekli. Delo, izrazna oblika, pojavna oblika in enota. Zato se je nekako uveljavljen izraz VEMI. Work, Expression, Manifestation, Item. In zdaj mislim, da se tudi v Sloveniji že pogovarjamo o VEMI-ju, tako da mislim, da tukaj ne bomo iskali neke slovenske alternative temu. Torej, delo se izrazi v eni ali več izraznih oblik. To tukaj pomenijo, to v bistvu nakazuje kardinalnost relacij te puščice, mnogo proti mnogo, ena proti mnogo, zdaj nekateri ste s tem majčkeno bolj seznanjeni, nekateri malo manj, ampak pomeni, neko delo ima lahko eno ali več izraznih oblik. Je lahko samo v recimo originalnem besedilu ali pa ima še neke druge oblike, kot so prevod v nek jezik, v nek drug jezik, v več drugih jezikov. Ampak vsaka od teh izraznih oblik izraža to isto in samo eno delo. Potem imamo posamezno izrazno obliko, ki je utelešena v eni ali več pojavnih oblik. Se pravi, nek prevod dela se pojavi v večjih izdajah lahko. Imamo
To je tisto, v bistvu, kar pravzaprav mi trenutno popisujemo v naših katalogih, je pojavna oblika. In posamezna pojavna oblika, vidimo, tukaj imamo spet dve puščici navzgor, posamezna pojavna oblika lahko vključuje eno ali več izraznih oblik. To je pa tisto, kar sem jaz rekla, agregat, da do tega še pridemo. Potem posamezna pojavna oblika pa je predstavljena v enoti. Enota je pa tisto, kar imate vi v knjižnici, imate enoto pojavne oblike. Zdaj te entitete so tudi povezane z agentom, torej, kot smo rekli, agent je lahko oseba ali pa korporativni agent. Delo je povezano torej z nekim ustvarjalcem, avtorjem. Izrazna oblika je povezana z ustvarjalcem, v tem primeru gre za prevajalca, gre za recimo pripovedovalca lahko. Pojavna oblika je povezana z agentom, v tem primeru gre za recimo tiskarja, za založnika, in tudi enota je povezana z agentom, tukaj gre za relacijo lastništva, se pravi, ima lastnika. Zdaj pa, če si pogledamo na enem primeru. Imamo torej delo, ne vem, če prepoznate to slikico, prepoznate, je sicer generirana z AI-jem, da ne bo pomote, ampak gre torej za delo, ki si ga je avtor izmislil, zgodba o enem Bastianu in torej neki fantazijski deželi, in to delo je izraženo torej v tem primeru, dam primer, v večjih izraznih oblikah. V tistem izvirnem besedilu, ki ga je avtor napisal v nemščini, v besedilu, recimo, ki ga imamo v angleščini, tukaj imamo sicer tudi izrazno obliko v angleščini, ampak gre za govorjeno besedilo, zato gre to za novo pojavno obliko, novo izrazno obliko, in imamo tukaj recimo še izrazno obliko, ker gre za besedilo v slovenščini. Če bi imeli recimo v slovenščini dva prevoda, kaj mislite, je to ena ali sta dve različni izrazni obliki? Dve različni izrazni obliki, tako, ker gre za drugačno kombinacijo nekih znakov, ne gre za popolnoma isto besedilo. In potem vsaka od teh izraznih oblik je utelešena v eni ali več pojavnih oblikah. Se pravi, imamo več izdaj, kjer pa v bistvu imamo noter isto besedilo. Se pravi, nekdo, ki si želi brati neskončno zgodbo v slovenščini, mu bo verjetno vseeno ali bo bral to prvo izdajo ali pa drugo izdajo, ker besedilo, bistvo notri je enako. Tako da mogoče je z vašega vidika lažje nekako razmišljati v tem smislu. Te pojavne oblike pravzaprav utelešajo, recimo tukaj, te dve utelešata isto izrazno obliko in vse te izrazne oblike pa izražajo torej isto delo. In ko govorimo o entitetno-relacijski katalogizaciji, govorimo o tem, da bi v bistvu mi naredili lahko samo en zapis za delo. Da nimamo potem, da je neskončna zgodba enkrat fantazijska pravljica, enkrat je, da se bom izmišljala, družbeno-kritični roman, ampak dejansko se to pač pojavlja v naših zapisih, da vsak katalogizator nekako sam opredeli zvrst, ki imamo potem za isto pravzaprav delo v katalogu podatek, da gre za nekako malo različne zvrsti lahko. Torej, to delo ima ustvarjalca tegale gospoda, ki ima poimenovanje nomen, nomen je še ena entiteta, Michael Ende, prav tako smo rekli, je izrazna oblika povezana z nekim agentom, v enem primeru gre za prevajalca, ki ima pač svoje poimenovanje, in v drugem primeru gre za pripovedovalca, ki ima torej svoje poimenovanje. In tudi, kot rečeno, te dve pojavni obliki sta povezani z založbo, ta založba je pa poimenovana, ima nomen Puffin. Zdaj pa pridemo počasi do tistih agregatov. Zdaj, ko mi rečemo, imamo v redu. Imamo torej pojavni obliki, te dve pojavni obliki smo rekli, imata isto besedilo notri. V bistvu imate obe pojavni obliki tudi avtorsko delo iste nekake ilustratorke, ki je oblikovno opremila
te v bistvu v obeh primerih torej imamo iste ilustracije. Ampak v tej stari obliki imamo zraven še spremno besedo Janeza Gradišnika, v tej novejši izdaji imamo pa spremno besedo Petra Svetine in Damjana Stepančiča. Torej vidimo, da gre v bistvu na nek način, imamo tam noter še neka dela, ki so jih založniki notri vključili. In temu rečemo agregati. Torej to so pojavne oblike, ki utelešajo več ločenih izraznih oblik, poosebljajo torej eno tako kompleksnost bibliografskega univerzuma, ker zelo velikokrat je to realnost, da imamo torej take situacije. Zdaj, tukaj imamo 3 vrste agregatov, v katere se ne bom spuščala, ampak izziv verjetno bo, ki ga bomo naslavljali v prihodnosti, nekatere izrazne oblike identificirati kot ločene entitete oziroma katere od teh stvari, recimo naredimo svoje zapise za novo delo in za katere pač ne. IFLA-LRM nam daje tudi neke dodatne možnosti raziskovanja od tega, da je agent ni ustvaril samo tega dela, ampak je ustvaril tudi en kup drugih stvaritev in nam te relacije omogočajo, da to lažje raziskujemo. Mogoče še bolj zanimivo pa je ta relacija med deli. Neko delo ima transformacijo, recimo filmsko adaptacijo, eno delo, konkretno to je inspiracija za neka nova dela. Tako da tukaj imam, ne moram pokazati, ampak če vas zanima, ta link še vedno dela. To smo se že kar pred več kot 10 leti pravzaprav igrali s tem, kako bi, če imamo perfektne podatke, ki so oblikovani po tem konceptualnem modelu, kako bi lahko v naših bibliografskih sistemih omogočali nekako bolj napredno tudi raziskovanje. Tukaj imamo recimo povezana dela, vidimo, da ima Male ženske, imajo adaptacije, imitacije, se pravi neka nova dela, ki so nadaljevanje tega dela. V tem primeru pa vidimo Svetlano Makarovič in vidimo, da je bila ne samo avtorica zelo različnih del, ampak tudi prevajalka, tudi je bila avtorica določenih glasbenih del in pravzaprav nam vse to omogočajo ti podatki. Tako da nadaljnji razvoj IFLA-LRM-ja, torej, kot rečeno, to je samo začetek, potrebni so pa neki aplikacijski profili za posamezne kontekste in kako se zdaj to v praksi rešuje, vam bojo pa predstavili v naslednjih predavanjih.